Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Jože Bertoncelj. Duhovnik, katehet in prvi urednik Mavrice se je rodil 5. julija 1925 v Kovorju. Gimnazijo je začel v Kranju in končal v Celovcu. Po maturi leta 1943 so ga Nemci sošolci izselili v Normandijo oziroma poslali na fronto. Po njej je končal 2 letnika elektrotehnike in se zatem odločil za duhovništvo. Posvečen je bil leta 1951. Zatem je bil kaplan v Kranju, Črnomlju in v Trnovem. Leta 1961 je prevzel vodenje nove župnije Ljubljana Koseze in ostal župnik do upokojitve leta 1997. V tem času je zgradil cerkev in župnišče. Na stara leta je pomagal pri ustanovitvi župnije Podutik. Jože Bertoncelj je želel študirati katehetiko na Dunaju, a mu oblasti niso hotele izdati potnega lista. Pri družini je urejal prilogo Malim. Leta 1972 je postal urednik Mavrice in bdel nad njo 18 let. Pod njegovim vodstvom je dosegla naklado 80 000 izvodov in postala odličen pripomoček pri verski vzgoji otrok. Organiziral je mavrična romanja na Brezje za otroke, katehete in starše. Jože Bertoncelj se je rodil v narodno zelo zavedni družini. Oče je bil učitelj v Šmarjeti na Koroškem, mati, prav tako učiteljica, je bila Ljubljančanka. Kot prostovoljka naj bi bila vključena v podporo borcem za severno mejo. Po plebiscitu in izgubi Koroške sta se odločila za odhod na Gorenjsko in si ustvarila dom v Kovorju pri Tržiču, ki je imel takrat približno 400 prebivalcev. V kraju so imeli podružnično šolo, zadnje razrede pa so otroci obiskovali v Bistrici. Tako sta starša dobila primerno službo. V svoj novi dom sta 5. julija leta 1925 sprejela sina Jožeta. Jože je odraščal v kmečkem okolju s številnimi polji in gozdovi pod Karavankami. Ker sta bila oče in mati učitelja, v hiši ni manjkalo knjig. Pri vzgoji nista bila prestroga, zato je tudi sam vzljubil njun poklic, kar ga je kot kateheta zaznamovalo v njegovem duhovniškem poklicu. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju in v Bistrici, zatem se je vpisal v kranjsko gimnazijo, kjer se je pokazalo, da se ni učil le zaradi staršev in da je veselje do učenja pri njem pristno. V Kranju je ostal do nemške okupacije, ko je bila gimnazija ukinjena. Zatem sta ga starša prepisala na klasično gimnazijo v Celovec. Nemščina mu ni delala posebnih težav in leta 1943 je uspešno opravil maturo. Nemci so Jožeta Bertonclja in njegove sošolce takoj po maturi mobilizirali in poslali v Normandijo. Razmere na fronti so bile zelo zahtevne. Pogosto so bili mladi fantje, brez prave vojaške vzgoje, v življenjski nevarnosti. Pripovedoval je, kako so nadrejeni mlade fante pošiljali na minska polja in kako zjutraj ni nikoli vedel, ali bo ob koncu dneva še živ. Od tod je izvirala njegova velika hvaležnost Bogu za dar življenja. To hvaležnost je izražal vse življenje. Čutili pa so jo vsi, ki so se z njim srečevali. Jože Bertoncelj je veliko noči prebil na stražnem stolpu, kjer so žarometi osvetljevali nebo, da bi pravočasno odkrili zavezniška letala. Ob zavezniškem izkrcanju v Normandiji v začetku junija 1944 je Jože Bertoncelj padel v angleško ujetništvo.
Na stara leta je o tem pripovedoval zgodovinarju Juriju Pavlu Emeršiču. Ta je po Bertoncljevi smrti zapisal, da je bil kmalu izpuščen. Med vračanjem proti domu je prišel do Salzburga. Tam so ga spet prijeli Angleži, ki so ga poleti 1945 predali partizanom v Jugoslavijo. Bertoncelj je povedal, da so ga partizani stražili skupaj z drugimi ujetniki na polju v bližini kranjskega vodovodnega stolpa. Prepričan je bil, da ga bodo ubili. Takrat pa ga je prepoznal eden od partizanov s priimkom Lebar, ki se je zavzel zanj. Premeščen je bil v poslopje kranjske gimnazije, od koder je bil kmalu izpuščen. Po prihodu domov se je Jože Bertoncelj odločil za študij elektrotehnike na ljubljanski fakulteti. Med pogoji za vpis je bila matura, a nova oblast nemške mature s celovške gimnazije ni priznala. Zato je v Kranju opravil še slovensko maturo in zatem odšel na fakulteto za elektrotehniko. Po 4 semestrih študija, ko je s profesorji, kot se je večkrat pošalil, tehnološke stvari obdeloval teološko, ga je med molitvijo Kristus poklical za svojega duhovnika. Vstopil je v bogoslovje, naredil nekaj izpitov za nazaj in zatem nadaljeval študijem 3. letnika teologije. V bogoslovju je takrat vladalo izredno stanje. Oblast je prek nameščencev Udbe skušala bogoslovce na različne načine pripraviti do tega, da bi opustili misel na duhovniški poklic, da bi si našli drugo delo. Vrstili so se pogovori s prijaznimi ponudbami, pozneje zaslišanja, grožnje, pa tudi obsodbe in zaporne kazni. A Jože Bertoncelj je vztrajal, saj so ga preizkušnje, ki jih je pridobil na fronti, v Normandiji, pa tudi ob prihodu domov, ko je že slutil, da ga bodo odpeljali v kočevske gozdove, utrdile. Škof Anton Vovk je Jožeta Bertonclja skupaj s sošolci posvetil v duhovnika na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija leta 1951. Med novomašniki njegovega letnika so bili med drugim Rafko Lešnik, France Gačnik, pater Miha Žužek, Milan Hlepš in drugi. Če upoštevamo še mariborske novomašnike in tiste, ki so bili posvečeni na tujem, jih je kar 26 dočakalo zlato mašo. Oblast ni mogla dovoliti, da bi vsi ti mladi duhovniki odšli na župnije. Zato so skušali storiti vse, da bi jih odvrnili od poklica. Če jim bomo preprečili, da bi šli v pastoralo, si bodo čez čas poiskali drug poklic, so bili prepričani. V tem smislu je oblast, tako kot že nekaj let prej, znova izdala odločbo, po kateri novomašniki potrebujejo pristanek Ministrstva za notranje zadeve, če želijo opravljati duhovniško službo. Jože Bertoncelj je bil nastavljen za kaplana v Kranju, a več kot pol leta ni dobil dovoljenja. Škof Vovk se je zato obrnil na Beograd, kjer pa so ga napotili nazaj v Ljubljano. Skupaj s škofom Držičnikom so ga poklicali na notranje ministrstvo. Minister Boris Krajger jima je glede novomašnikov razložil: pristanka ni, pač pa mi ne moremo oporekati, če kakšnega duhovnika nočejo sprejeti in se bojijo njegovega delovanja. Mi moramo upoštevati voljo ljudstva, saj vendar veste, da je najmanj 95% volivcev z nami in ti imajo besedo. Tako Krajger. O dovoljenju naj bi namreč odločal okrajni ljudski odbor. Škof Vovk, ki ga oblast, tako kot Držečnika, ni priznavala, ker ju je Vatikan izbral za škofa ordinarija brez posvetovanja z Beogradom, je šel pozneje k javnemu tožilcu Mitju Ribičiču, kjer pa ni nič dosegel. Ribičič mu je med drugim dejal: mi se z vami uradnih zadev ne moremo pogovarjati, vas ne priznamo. Če imate kaj osebnega, povejte, drugo naj uredi vsak sam.
Kaj pa je to, če mlad človek ne vrši duhovske službe, saj imate dosti drugih? Naj stopi v kakšno drugo civilno službo, ko ima izobrazbo, takoj jo bo dobil. Vsak sam naj išče zase, kar potrebuje, vam ni treba za druge nič skrbeti. Tako Ribičič. Škof Volk je šel na ministrstvo, kjer so ga še večkrat zavrnili. Tako je Bertoncelj šele leta 1952 dobil privoljenje, da sme opravljati duhovniško službo in učiti verouk. Škofa Volka pa so medtem v Novem mestu zažgali. Čeprav Jože Bertoncelj še ni imel uradnega dovoljenja, je odšel za kaplana v Kranj in obenem skrbel tudi za Primskovo. Mladega duhovnika so otroci, mladi in starši z navdušenjem sprejeli. Emeršič je zapisal, da mu je komunistična oblast zato še posebej ostro nasprotovala in mu nagajala številnimi administrativnimi ukrepi. Pisati so mu začeli tudi anonimna pisma. V enem je prebral: Če takoj ne zgineš iz Kranja, te čaka smrt. Poleg je bila narisana še smrt. Bertoncelj je povedal, da se groženj ni bal. Oblast je pritiskala tudi na škofa Volka in zahtevala Bertoncljovo prestavitev. Ribičič se je osebno zavzel in ga obtoževal. A ko so videli, da z grožnjami ne bodo uspeli, so se odločili Bertonclja ubiti. Na kljuko župnišča so mu zvečer namestili bombo. Očitno pa je bila bomba slabo nameščena in po spletu srečnih naključij ni eksplodirala. Škof Anton Volk je spoznal, da so oblastniki pripravljeni tudi ubijati in se je ustrašil za mladega Bertonclja. Odločil se je, da ga bo prestavil na župnijo, kjer je bil župnik dobro zapisan pri oblastnikih in je sodeloval s partizani. Tako ga je leta 1952 poslal v Črnomelj k župniku Jožetu Žabkarju. Žabkar je prišel v Črnomelj že leta 1941, podpiral je OF in pomagal organizirati partizansko šolstvo. On te bo ščitil, je dejal škof Volk Bertonclju. A so se pritiski na priljubljenega kaplana nadaljevali tudi tam. Znova je dobival anonimna pisma in grožnje, naj preneha s katehezami ali izgine, sicer ga čaka gotova smrt. Šele ko je župnik Žabkar zagrozil oblastnikom, da ne bo več sodeloval z njimi, je bil nekaj časa mir. Jože Bertoncelj je tudi v Črnomlju z veliko vnemo začel poučevati verouk, številnimi novostmi navduševal mlade in si pridobil zaupanje staršev. Med drugim je vpeljal 9-dnevnico pred Božičem, ki se je ohranila do danes. To je bil čas pred koncilom, ko so maše potekale še v latinščini. Zato je bila vsaka oblika bogoslužja, ki je zahtevala sodelovanje vernikov, zlasti otrok in mladine, nadvse dobrodošla. Sestavni del 9-dnevnice, ki jo je vpeljal kaplan Bertoncelj, je bila procesija s petjem in lučkami, ki je spremljala Marijo Romarico v Betlehem. Ne smemo pozabiti, da je imel Jože Bertoncelj izredno izostren pedagoški čut, ki se je oblikoval ob očetu in materi. Oba sta bila učitelja in marsikaj je pridobil že v domači družini. To je pozneje razvijal naprej. Vedel je, kaj otroci potrebujejo, kaj jih zanima, kako jim stvari posredovati, jih navdušiti. Ob njih se je učil tudi sam. Leta 1956 je škof Jožeta Bertonclja prestavil v Ljubljano, in sicer v Trnovo. Bil je kaplan pri profesorju Francu Fricu. Tam je takrat bival in pomagal tudi Franc Sališki Finžgar. Oblast je v tistem času že nekoliko omilila svoje napade na cerkev in duhovnike. Kot bi dejal Zdenko Rotar, ni bilo več množičnih administrativnih ukrepov zoper duhovnike, kar je pomenilo zapor, ne fizičnih obračunavanj z njimi. Zato pa je našla druge, bolj prefinjene oblike zatiranja in preganjanja duhovnikov.
Po drugi strani se je že takrat uveljavila Družina kot izrazito verski časopis, saj so v uredništvu strogo pazili, kaj lahko objavijo in česa ne. V takem okolju je Jože Bertoncelj v Trnovem nadaljeval svoje pastoralno delo in takrat z nekajletnimi izkušnjami na področju kateheze začutil potrebo, da bi tudi študijsko okrepil svoje znanje in pomagal pri oblikovanju katehetske pastorale na ravni škofije. V dogovoru s škofom je želel na študij katehetike na Dunaj, a po večkratni prošnji ni dobil dovoljenja za odhod v tujino. Ker so mu bila ta vrata zaprta, je razmišljal tudi o misijonih. Ko je škof v Volku omenil, da si želi misijone, ga je ta zavrnil z besedami: "Kakšni misijoni? Misijonar bodi doma. Poslal te bom v kraj, kjer je prava vera izginila. Tam boš misijonaril." Tako je svoje misijonsko področje odkrival kar v Trnovem. Jože Bertoncelj je leta 1957 postal član škofijskega katehetskega sveta v ljubljanski škofiji in njegov tajnik. Pozneje je sodeloval pri ustanovitvi medškofijskega katehetskega sveta na Sveti Gori pri Gorici. To je bilo leta 1960. Tako je na ravni cerkve v Sloveniji svoje izkušnje in znanje uporabil pri pripravi prvih učbenikov za verouk, v nekaterih primerih tudi kot avtor ali soavtor. Čeprav mu je bila pot na Dunaj zaprta, si je preskrbel katehetsko gradivo iz tujine, pridno študiral in zatem na podlagi lastnih izkušenj svoje znanje delil z drugimi. O tem je pisal v Družini. Ko pa je kmalu po koncilu zaživela revija Cerkev v sedanjem svetu, je postal njen redni sodelavec. Zaradi komunistične oblasti pogoji niso bili idealni oziroma taki kot v zahodnem svetu, a sodelavci revije, med njimi Bertoncelj, so bili nadvse iznajdljivi. Po 10 letih kaplanovanja je Jože Bertoncelj postal župnik v novo ustanovljeni župniji Koseze. V Kosezah so imeli cerkev Svete Marjete. Med drugo svetovno vojno so v njej uvedli nedeljsko bogoslužje, to se je ohranilo tudi po vojni. Vrsto let je v njem maševal profesor in kanonik Vilko Fajdiga. Cerkev se je začela polniti. Mestna oblast je v tem delu mesta začela načrtovati povsem novo naselje. Kmetom so začeli jemati polja in travnike, podirali kozovce, zrasli so prvi bloki. Na škofiji so začeli razmišljati o novi župniji, kar pa ni bilo preprosto, saj ni bilo župnišča, ne stanovanja za duhovnika. Kdo naj prevzame novo župnijo? Lahko bi jo prevzeli redovniki. Več let so iskali primernega človeka, ki bi bil pripravljen začeti povsem na novo. Jože Bertoncelj je v pogovoru za oddajo Iz naših župnij pripovedoval, kako je prišlo do njegovega imenovanja za župnika. Spomladi leta 1961 se je profesor Fajdiga uprl, da ne bo več hodil v Koseze maševat, da je treba nekaj narediti. Na škofiji so iskali primerno rešitev oziroma duhovnika, ki bi šel tja, in ga tudi našli. Generalni vikar škofije Jožef Pogačnik je prosil mamo Jožeta Bertonclja, s katero sta se dobro poznala, saj je bil Pogačnik doma iz Kovorja, kjer je bila ona precej časa učiteljica, če bi njen sin lahko spet bival pri njej. Bertoncljevi starši, oče je takrat že umrl, so se namreč iz Kovorja po upokojitvi preselili v Koseze, tam je bil namreč rodni dom matere. Ko je v to privolila, je Pogačnik odšel v Trnovo in Bertonclju dejal: "Imaš stanovanje, za vse je poskrbljeno in ti ne preostane drugega, kot da sprejmeš novo službo." Bertoncelj je ubogal in šel v Koseze. In pri prvi maši konec julija je škof Volk ljudem povedal, da so dobili župnijskega upravitelja nove župnije. Ker se je število vernikov začelo hitro večati, so najprej upeljali še drugo nedeljsko mašo.
in pred božičem še tretjo. Ob prvem misijonu, ko so otroci ob oltarju hodili drug drugemu in generalnemu vikarju Pogačniku po nogah, so se na škofiji strinjali, da bo treba zgraditi novo cerkev. Jože Bertoncelj je 20 let pozneje za revijo Ognjišče, to je bilo aprila 1979, o začetkih nove župnije zapisal. Povojna hitra rast števila prebivalstva v novih ljubljanskih naseljih, Zgornja Šiška in Koseze v severozahodnem delu mesta, je potrebovala tudi novo versko središče. Zato je bila 30. julija leta 1961 ustanovljena nova župnija Koseze, ki se je odcepila od župnije Šentvit nad Ljubljano. Bivša šentviška podružnična cerkev Svete Marjete, ki je stara več kot 500 let, je bila novi župniji dodeljena kot župnijska cerkev Presvetega odrešenika. Kmalu je s svojimi 55 kvadratnimi metri površine postala premajhna. Zato so se v maju 1964 začele uradna prizadevanja za pridobitev lokacije, zemljišča, lokacijskega in gradbenega dovoljenja za novo cerkev. Skupščina občine Ljubljana Šiška je 27. septembra leta 1972 dovolila gradnjo nove cerkve. Pridobitev vseh dovoljenj ni bila enostavna. Kot je pripovedoval Jože Bertoncelj, je morala zidavo odobriti celo vojska, ki pa je zahtevala, da ima cerkev atomsko zaklonišče. Vogelni kamen nove cerkve je 12. novembra 1972 blagoslovil in vzidal v temelje nadškof Jožef Pogačnik. Cerkev je bila dograjena in že precej opremljena v začetku leta 1974. Prvo mašo so imeli na praznik Marijinega vnebovzetja tega leta. Na Mali Šmarn je sledilo posvečenje cerkve. O tem so v družini zapisali. Na praznik rojstva Božje matere Marije 8. septembra leta 1974 je ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik posvetil v mladi koseški župniji novo cerkev Božje matere Marije. Tako je dobila Ljubljana po 10-letnem prizadevanju prvo novo cerkev po vojni. Zrasla je v tistem delu slovenske metropolije, ki se najbolj širi in šteje danes že okoli 12.000 prebivalcev. Obredu posvečenja so se udeležili sarajevski nadškof dr. Smiljan Čekada, ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič, zastopnik apostolske nunciature iz Beograda ter drugi duhovniki in več tisoč ljudi. Nadškof je ob sklepu poudaril, ta cerkev naj bi postala romarska, saj je posvečena Materi Božji. Sem naj bi prihajali vsaj ljubljanski romarji in tu prosili za ohranitev vere in medsebojne krščanske ljubezni. Tako je pisalo v družini. To naj bi bila tista cerkev, ko so jo meščani obljubili, ko so se med vojno priporočali Materi Božji, da bi Slovenci preživeli hudo vojno vihro. Kot je še pripovedoval Jože Bertoncelj, je nova cerkev tudi po zaslugi arhitekta Antona Bitenca postala priljubljen dom in znamenje upanja za potujoče božje ljudstvo, kot pravi drugi Vatikanski koncil. Bitenc jo je kot arhitekt in mož vere načrtoval in njeno gradnjo ves čas z ljubeznijo natančno spremljal ter jo dopolnjeval. Kot najboljši Plečnikov učenec je novo svetišče zasnoval v obliki Noetove ladje, znamenje rešenja in varnega potovanja božjega ljudstva, nad katerim se simbolično vzpenja v betonskem loku prikazana mavrica, znamenje božje zaveze. Novo Marijino svetišče je spretno uglasil z okoljem in tudi povezal z vrhom zvonika stare cerkve. Tudi notranjost cerkve je s svojimi oblogami, dvojnimi stropi, opremo in vrati polna simbolike, katere vrhunec dosegajo velikanska barvna okna. Zanje je tik pred smrtjo izdelal mojstrsko dovršene načrte akademski slikar in duhovnik Stane Kregar, ki je zadnje leta živel v Kosezah. Dovršil jih je v hvaležnosti za prejemanje obhajila na domu, ko ni mogel več maševati. Župniku Bertonclju jih je izročil rekoč: izpoved moje vere. Kdor gleda mojstrovino, ki krasi celotno sprednjo steno nove cerkve in daje poudarek srcu svetišča,
oltarju, tabernaklju in ambonu, lahko odkriva v živih barvah, ki jih neprestano spreminja žar svetlobe, odrešenje, ustajenje in večno življenje. Jože Bertoncelj ni gradil le nove koseške cerkve, ampak vzporedno oziroma pred betonsko zgradbo se je posvečal živemu župnijskemu občestvu in skrbel za njegovo rast. Kot v kaplanskih letih v Kranju, Črnomlju in Trnovem je tudi tukaj znal navduševati otroke in mladino. Z velikim čutom za človeško in duhovno vzgojo je uvajal novosti in moderne katehetske prijeme. Obenem je ohranjal staro, vse, kar je videl, da se je dobro prijelo. Svoje znanje in izkušnje je delil z drugimi duhovniki, kateheti in katehistinjami. K njegovim uram kateheze so desetletja prihajali bogoslovci in se tako uvajali v pastoralno delo. Slovenski verniki so v letu 1952, še v dokaj trdih časih komunizma, dobili svoj verski list Družina. Leta 1965 je mlade, pa tudi starejše, začela nagovarjati revija Ognjišče. Kaj pa otroci? V Družini smo leta 2009 lahko prebrali: glas o tem, da koseški župnik zbira okrog sebe gruče otrok iz domače in podutiške župnije, da je prvi začel z veroukom za predšolske otroke, da je pravi misionar, ki oznanja srcem in dlanmi, nikoli s pestmi, je prišel tudi do glavnega urednika Družine, ki je želel dati v časopisu kotiček tudi otrokom. Bertoncelj je ponudbo, da bi to urejal on, z veseljem sprejel. Tako je v eni od januarskih številk Družine za leto 1967 zaživela rubrika z naslovom Malim. Prejela je veliko pohval in pokazalo se je, da je potreba po samostojni otroški reviji vse večja. Kotiček na četrtini strani se je širil in tako so otrokom mesečno odmerili 2 strani v prilogi, ki je ohranila ime Malim. Zaradi izrednega odziva so na uredništvu Družine in seveda tudi Jože Bertoncelj razmišljali o samostojni reviji za otroke. Razpisali so natečaj za ime revije in neki deček je poslal predlog, ki ga je Bertoncelj že nosil v srcu: Mavrica. Tako se je iz rubrike oziroma priloge razvila samostojna revija Mavrica. Zadnje mesece leta 1971 so že išle poskusne številke. -3, -2, -1. Januarja 1972 pa je išla prva številka, ki dejansko pomeni pravi rojstni dan Mavrice. Tako je koseški župnik Jože Bertoncelj postal prvi urednik Mavrice, ki jo je navdušeno in vizionarsko urejal kar četrt stoletja. Mavrica, ki krasi simbolno tudi koseško cerkev, je tudi za otroke postala znamenje barvitosti, igrivosti, lepote, pa tudi zaveze med človekom in Bogom. Prve številke revije so bile tiskane v črno-beli tehniki. Le naslovnica in nekatere zgodbe, zlasti svetopisemske zgodbe, so bile tiskane barvno. Postopno pa je revija v celoti zažarela v mavričnih barvah. Jože Bertoncelj je navadno svoje članke podpisoval s psevdonimom Trpeči Job. Za teme za pisanje pa se je priporočal Slomšku in mi je izprosil blagoslova, citiram. Ko pa je nagovarjal mlade bralce oziroma mavričarje, pa se je večkrat podpisal kar Mavrica. V tako imenovani rubriki Iz mavrične torbice je dokaj redno nagovarjal tudi starše in vzgojitelje. Opozarjal jih je na napačno ravnanje pri vzgoji in pri tem pogosto dal kak primer iz pisem malih bralcev, kjer se je pokazalo, da je njihov odnos do otrok vse prej kot starševski oziroma vzgojiteljski.
K urejanju in širjenju naročniške mreže Mavrice je po oceni Jožeta Bertonclja spadalo tudi obiskovanje veroučencev na veroučnih šolah, spodbujanje otrok in staršev k sodelovanju, zbiranje otrok v tako imenovanih mavričnih jatah, nagrajevanje najboljših izdelkov, organiziranje mavričnih romanj na Brezje in drugam. Sam je pripovedoval: ob rednem delu župnika v Kosezah, kateheta, sem z Mavrico prekrižaril vso Slovenijo. Kateheti, starši in veroučenci so me lepo sprejeli. Veseli so bili nagrad in pohval, če so kaj lepega napisali ali narisali. Romanje na Brezje pa niso bile prireditve, ampak romanja v pravem pomenu besede, z vlakom in nato peš do bazilike. Tam smo molili, se pogovarjali, dobili so medalje za sodelovanje. Spremljala nas je moja pesem Mladi v krog stopimo, si podajmo dlan, naj sovraštvo mine in zasije dan. Jože Bertoncelj je uredniško delo pri Mavrici predal v druge roke v letu, ko nas je prvič obiskal sveti Janez Pavel II., poljski papež. Naslednje leto je tudi vodenje župnije prepustil nasledniku ter ostal duhovni pomočnik v Kosezah. Manj znano pa je, da je bil že več let prej vpet v ustanavljanje še ene župnije, to je župnija Ljubljana Podutik. Priprave na ustanovitev nove župnije, čeprav takrat to še ni bilo uradno, so se začele decembra leta 1989. Takrat je Jože Bertoncelj v imenu župnijskega urada Ljubljana Koseze poslal na nadškofijo vlogo za gradnjo stavbe za pastoralni center v Podutiku, kar so na ordinariatu sprejeli. Bertoncelj je znova romal od vrat do vrat, da je občina Ljubljana Šiška izdala prednostno pravico in splošno odobritev za gradnjo cerkvenih oziroma pastoralnih objektov na območju Podutika. Bertoncelj ni priskrbel le zemljišče za gradnjo, ampak tudi osnutek idejnega načrta za stavbo pastoralnega centra. Marca 1990 je nadškof Alojzij Šuštar ustanovil pastoralni center Ljubljana Podutik in imenoval Bertonclja za njegovega voditelja z nalogo, da pripravi vse potrebno za ustanovitev nove župnije. Avgusta leta 1994 je Branko Zadnik postal prvi župnik nove župnije Ljubljana Podutik. Začasna župnijska cerkev je postala cerkev svetega Antona Puščavnika na Glincah. Kot smo lahko prebrali v družini, je Jože Bertoncelj še do leta 2008 poučeval verouk in poleg rednega maševanja, spovedovanja in druge pomoči župniku po ulicah ljubljanskih Kosez misijonarjev na kolesu. Citiram: vožnjo na kolesu izkoristim za molitev. Če grem peš, me ljudje veliko ustavljajo, želijo se pogovarjati. Vsak dan, če je le mogoče, se peljem v smeri Polhovega Gradca in se pokorim. Konec citata, je povedal za družino. Obiskoval je bolne, jih poslušal, tolažil, prinesel Jezusa v podobi kruha. Ko so ga ljudje spraševali, zakaj tako divja s kolesom, jim je z nasmehom odgovoril, da Satanu uidem. Leta 2009 mu je Društvo katoliških pedagogov podelilo Slomškovo priznanje za delo na področju kateheze. V utemeljitvi so takrat zapisali: Jože Bertoncelj je bil zavzet, navdušen katehet, ki je oznanjal žarom svoje biti in hkrati temeljito študiral ter pri svojem poučevanju upošteval dognanja katehetske, pedagoške, psihološke in teološke znanosti.
Bil je vključen v ekipo takrat vodilnih slovenskih katehetov in tako sodeloval pri pokoncilski prenovi verouka, kateheze na Slovenskem in bil pospeševalec njenega razvoja in prenove tudi z različnimi strokovnimi deli. Zemeljska pot Jožeta Bertonclja se je končala 5. aprila leta 2016. Umrl je po daljši bolezni v duhovniškem domu na Lepem potu v Ljubljani. Slabih 6 let zatem, ob 50-letnici izhajanja Mavrice, je nadškof Stanislav Zore pri zahvalni maši nekaj besed namenil tudi Jožetu Bertonclju. Še vedno vidim živahnost in dobroto, ki sta vedno sevali iz njegovih oči, posebno takrat, kadar je bil z otroki. Prepričan sem, da tudi iz večnosti spremlja ljubezen in ustvarjalnost, s katero kateheti posredujejo Božjo ljubezen otrokom. Prav tako pa na nekakšen večnostni način prelista tudi vsako številko Mavrice in se je razveseli. Bogu hvala za njegovo karizmo dela z otroki, s katero je vrgel prvo mavrično seme v srca otrok in njihovih staršev. Oddajo o Jožetu Bertonclju je pripravil Tonja Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Matjaž Merljak. Opremil jo je tehnik Boštjan Smole.